Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Tomaž Petek. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji 7. Nocoj tudi o ponovnem odprtju lovskega doma na Dobovcu, razstavi osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje in dogovorih o hiši Kranjske čebele v občini Ivančna Gorica. Začnimo s kulturo. Na današnji dan obeležujemo Prešernov dan, državni kulturni praznik, ki zaznamuje datum smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki je živel in ustvarjal v prvi polovici 19. stoletja. Slovesnosti so na predvečer praznika potekale na državni in lokalni ravni. V Zagorju ob Savi so podelili Grumovi nagradi Lutkovnemu društvu Luki in Berti Juvan. V Trbovljah podeljujejo nagrade Tončke Čeč in letošnji prejemnik je Gregor Špajzer. Bili smo še v Hrastniku in Litiji, kjer so tudi nastopili eminentni kulturniki. Podrobneje o dogajanju pa v naslednji informativni oddaji. Zasavje je prejšnji teden dobilo dodatno mobilno enoto sistema nujne medicinske pomoči, za katero so skoraj tretjino sredstev prispevala lokalna podjetja. Glavna prednost vozila urgentnega zdravnika je ta, da omogoča srečevalni sistem nujne medicinske pomoči na terenu. To preprosto pomeni, da bo zdravnik nujne medicinske pomoči oziroma urgentni zdravnik s spremljevalcem prišel na mesto dogodka z avtomobilom, medtem ko bo nujno reševalno vozilo prišlo z diplomiranim zdravstvenikom pa zdravstvenim tehnikom. Glede na okoliščine dogodka je bilo do zdaj tako, da je zdravnik potem v vsakem primeru spremljal pacienta ob prevozu v bolnišnico, tudi če je bil ta prevoz v Ljubljano. Ni bilo nekako smotrno, da bi nujno reševalno vozilo zdravnika peljali nazaj v urgentni center, pa pacienta v Ljubljano, kljub temu, da zdravstveno stanje pacienta večkrat ni bilo takšno, da bi bilo nujno spremstvo zdravnika. In ta zdravnik je bil dejansko izgubljen za 2, 3 ali 4 ure za delo v urgentnem centru. Na podlagi tega, z vpeljavo vozila urgentnega zdravnika, se bo zdravnik odločil. Če bo ocenil, da je njegova spremljava pacienta nujna, se bo pridružil pacientu in pa osebju v nujnem reševalnem vozilu, vkolikor pa ne, se bo pa z vozilom urgentnega zdravnika odpeljal nazaj v urgentni center in bo takoj na voljo pacientom, ki potrebujejo pomoč. In katere investicije bi še želeli v tem letu ustvariti? Zdaj ta investicija vozilo urgentnega zdravnika je še v lanskem letu, zapade še pod lansko leto, danes je bil uradni prevzem vozila. Zdaj potreb, ne bom rekel želja, ampak potreb je precej. Razmišljamo o nujnosti nakupa nujnega reševalnega vozila, preurediti bo treba prostore zaradi centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, centra za duševno zdravje odraslih, ki smo jih dobili. Ampak dokler ni potrjen finančni načrt strani sveta zavoda in pa dokler ne dobimo soglasja občine, v investicije ne moremo. Tako da več bo znanega potem verjetno v mesecu marcu. V ponedeljek je v občini Ivančna Gorica potekal sestanek s predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo. Poleg ivanškega župana Dušana Strnada s sodelavci sta se ga udeležila tudi državni sekretar z Ministrstva za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Beseda je tekla o pomembni vlogi hiše Kranjske čebele, ki naj bi jo zgradili do leta 2021. Namenjena bo promociji Slovenije in tudi protokolarnim obiskom. Dr. Podgoršek je poudaril, da bo v letu 2021 Slovenija praznovala svojo 30-letnico. Predsedovala bo Evropski uniji, gostila bo mednarodni zborovski festival Europa Cantat 2021 in postala gastronomska regija Evrope. Na ta način bo hiša zelo obiskana. Na ministrstvu, občini in na Čebelarski zvezi Slovenije usklajujejo finančno konstrukcijo, se pa župan Strnad zaveda, da je največja teža na občini Ivančna Gorica. Skupaj s Čebelarsko zvezo pridobivajo dovoljenja za začetek gradnje in iščejo potencialne partnerje. Ko bo dokončana, naj bi hiša Kranjske čebele vsebovala interaktivni muzej, prenočitvene kapacitete, kavarno oziroma medarno z gostinsko ponudbo in turistično-informacijski center.
Na deževno soboto so se na Dolu pri Hrastniku zbrali gasilci, vendar ne zaradi poplave, požara ali drugačne intervencije, ampak so imeli prijetnejšo nalogo. Prevzeli so novo gasilsko vozilo, katerega ključe je župan občine Hrastnik Marko Funkl predal poveljniku prostovoljnega gasilskega društva Dol pri Hrastniku Simonu Drnovšku. Vse navzoče sta pozdravila predsednik društva Urban Romih in župan. Terensko gasilsko vozilo pa je blagoslovil dolski župnik Franc Ornik. Glavni voznik vozila Tadej Logar je opravil preizkusno vožnjo. Na prireditvi se je zbralo več gasilskih društev iz okolice, ki jim je poveljeval častni poveljnik Janez Košir. Po končanem dogodku so se vsi udeležili še občnega zbora domačega društva. Pohodniki, namenjeni na Kum, se bodo od zdaj lahko med potjo okrepčali na Dobovcu, v lovski koči, kjer jih bo z jedačo in s pijačo ter prijazno besedo dočakal Roman Ledinek. Lovska družina na Dobovcu je za lovsko kočo že nekaj časa iskala oskrbnika, odnosno najemnika, ki bi ji vdahnil življenje. Prava oseba za to je Roman Ledinek, ki je nazadnje bil oskrbnik na Kumu. Prijetno okolje, čudovit razgled in odlična postrežba bodo od danes naprej na razpolago domačinom, pohodnikom in slučajnim gostom. Pripravili smo ali pa popravili smo določene zadeve, majčkeno smo prebeli, malo poštrihali tudi strop, pa kuhno smo majčkeno postavili, tako da je po hasapu, nove mize, stole. Pravzaprav niso čisto nov, ampak so pa na nov noter. Ja. So pa dolgo trajale te priprave. Kdaj ste se pravzaprav odločili, da začnete tu? Ja, odločil sem se še na Kumu, da bom šel pol v lovsko, ampak decembra smo dali mir, malo sem počel, malo sem šel tudi malo na izlete. Januarja smo pa začeli tole pa rihtati, tako da kar en mesec. Pa kakšen odziv pričakujete, glede na vašo popularnost na Kumu? Ja, jaz mislim, da ljudje, ki so hodili na Kum, so me spraševali, kaj boš. Až pa res mir dal, se nikoli ne morem. Ja, se veste, kako je to. Navajen si cel življenje malo migati in je to takole. Sploh pa rečemo tile domačini, ker so z Dobovca, Roman, pa Dej Njahi, pa Dej priti na lovsko. In ko so me že tako za svojega vzeli, ne morem reči ne. Ja. In tako je tudi prav. No in kaj bo vaša specialiteta, kaj mislite ponuditi obiskovalcem? Ja, odločili smo se, da bi imeli takole za ponudbo nedvejno lončnice, kosila, soboto pa nedeljo bomo probali tudi s kakim pečenicam, pa kakšne štrukle, pa normalno sledice. Ne bo zdaj kumska kremšnita, bo pa lovska. Ja, kakšna pa je lovska? Ja, taka kumska. Ja, delali pa boste pravzaprav odprto, boste imeli pa samo ob vikendih. Ja, petek popoldan, soboto pa nedeljo. In kako pa je z zaključenimi družbami? Zaključene družbe vsekakor dobrodošle tudi čez teden. Majčkeno prej moramo vedeti, tako da prijavimo. Lahko vas pa spremljamo tudi na Facebooku? Ja, tudi. Lahko, ja. In bom rekel, da na Facebooku je pa sploh odziv enkraten. Ne sam tako kot Kum, tudi zdaj za to lovsko kočo, ko smo dali na Facebook, da je otvoritev, je že tudi, mislim, da 200 ogledov. Imate kakšno posebno ponudbo za petek, ko bo otvoritev? Tako, posebne ponudbe ne bo normalna, praznik je, bojo tudi kosila. Je pa res, da pa tisto, kar bojo prišli, pa vsak bo nekaj dovolil. Eno sledico bom pripravil,
po moje bo princeska. Za prvi dan, ja. Tako. Torej, v petek začnete ob kateri uri poslovati? Ja, bomo začeli že kar zjutraj, ne? Ob 8. Tako, torej pohodniki, ki grejo po tej Kumu, se lahko oglasijo že zjutraj. Ja, seveda, normalno, nazaj na Kremšnito. Otroci osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje so ob kulturnem prazniku v Delavskem domu Trbovlje že tradicionalno na ogled postavili svoja umetniška dela. Pri ustvarjanju so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Dogajanje so popestrili z recitali, s plesom, petjem ter z igranjem na glasbila. Tema tokratne razstave je 4-letni časi, tako da so učenci pri likovni umetnosti ustvarjali na to temo. Pa si je učenec sam izbral, na kateri temi bo delal? V prvi vrsti je bila to seveda strokovna odločitev učiteljic, ki poučujejo. To so bile učiteljice razrednega pouka, ki jih moram izredno pohvaliti za njihovo angažiranost, za njihovo znanje, za njihovo pripravljenost sodelovati tudi na takšnih dodatnih dogodkih, ki seveda teh nalog se ne da opraviti v okviru rednega pouka, zato veliko časa namenjajo tudi tem dodatnim nalogam in seveda, če so one motivirane in angažirane in strokovne, potem znajo za to navdušiti tudi učence. No, kot lahko vidimo, so slike zelo lepe. Nas pa še zanima, kako pa je potekal potem postopek selekcije, katere slike bodo šle na razstavo? To bi pravzaprav morali vprašati koordinatorice tega današnjega dogodka. Koordinatorica je bila učiteljica razrednega pouka, sicer razredničarka 5. razreda Tina Trugar. Mislim pa, da je to potekalo skupinsko, tako da so se učiteljice skupaj odločile, izbrale izdelke po svoji presoji, seveda pa imajo dovolj znanja, da so to strokovno naredile. In do kdaj bo razstava na vpogled? Predvidevam, da bo razstava odprta nekaj dni, definitivno pa v času kulturnega februarja, v času tudi, ko bo potekala občinska proslava ob kulturnem prazniku, tako da si jo lahko tudi vsi zainteresirani občani ogledajo in veseli bomo njihovega obiska. Razstava bo na ogled do 22. februarja. V sredo pa se je na našo televizijo vrnila narodno-zabavna oddaja Skupaj po domače z voditeljico Marušo Kozman. Prijazno vabljeni, da si oddajo ogledate v živo v našem studiu. Naslednja priložnost bo že v sredo 13. februarja, ko bo Maruša gostila ansambel Užik. Prijave sprejemamo na elektronski naslov etv@elektroprom.si. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo. Thank you.